Spoštovani zbrani, dobro večer tudi v mojem imenu in lep pozdrav. In lep pozdrav tudi z naše štajerske prestolnice mesta Maribor. Dovolite mi, da prenesem tudi pozdrave mojega županskega kolega Bojana Šrota iz Celja in vas lepo pozdravlja. Zaradi mednarodnega obiska, ki ga ima, je zadržan. Vendar vam želi vse dobro, da ta zbor uspešno zaključimo. Seveda sem tudi sam dobil priložnost, da vas nagovorim ali spregovorim. Sem eden izmed tistih, ki sem preden se je prava bitka volilna v Sloveniji začela skupaj z nekaterimi mojimi županskimi kolegi. Dvignil malo praha v Sloveniji, ko so nam nekateri izsiljevali kandidata za predsednika vlade. Takrat smo župani začutili, da to lahko tudi pomeni razpad samostojne Slovenije. In to tiste Slovenije, za katero sem tudi sam bil pripravljen leta 1991 umreti in stal v prvi vrstah, skupaj z mojimi kolegi in nekaterimi drugimi, da smo se borili za samostojnost. Nimamo mi ideje o odcepitvi. Mi smo želeli poudariti, da je nujno potrebno državo decentralizirati. In mi si želimo, da administrativno decentraliziramo to državo. Slišali smo mojega kolega, gospoda Popoviča. Nema veze, iz katere stranke prihaja, katerikoli župan. Vsi imamo iste težave. Ali je res v tej državi potrebno, da jaz, kot župan drugega največjega mesta, čakam 2 ali 3 leta, da dobim en dokument v roke, ali pozitiven ali negativen z Ministrstva za okolje in prostor ali katerekolega drugega ministrstva, da lahko izpeljem en projekt ali pa da lahko tujega investitora ali pa domačega investitora spustim v svoj prostor v samem mestu. V Slovenski ljudski stranki, odkar sem član, smo se zmerom zavzemali za decentralizacijo, za skladnejši regionalni razvoj, za zmanjšanje demografskih razlik med enimi in drugimi centri. Kakršnakoli vlada bo, to mora biti prioritetna naloga, da zmanjšamo razlike. Slovenijo lahko v 2 urah prevoziš, avtocestna infrastruktura je zgrajena, razlik ne sme biti, ali živiš na Gorenjskem ali na Dolenjskem, ali v Prekmurju ali na Primorskem. Vsi moramo biti pod enako pravno državno streho. In samo eno sonce na nas sije in samo eno sonce nas greje. Mi smo tudi predlagali, da želimo zmanjšati to državno administracijo na ta način, da kinemo upravne enote in da nekatere naloge, preden dobimo pokrajine ali najdemo politični konsens državnega zbora za ustanovitev pokrajin, prenesemo takoj te naloge na občine. Če danes vi, osebno vsi, ki kakorkoli posedujete osebne avtomobile v tej dvorani, lahko pri privatniku registrirate svoj osebni avtomobil, kateri ima v pogled in vstop preko računalnika do vaših osebnih podatkov, se pravi do matične vaše številke, do rojstnih podatkov, do stalnega bivališča in do zavarovalne police vašega avtomobila. Ali ni to sramota, da privatnikov država zaupa, da opravi registracijo občinam, županom, pa država ne zaupa, da bi v imenu države izdal osebno izkaznico, potni list, gradbeno dovoljenje, pa še bi lahko našteval. Zakaj je takšen strah? Pričemer imamo pa državni nadzor tako kot tisti, ki je upravljajo registracijo motornih vozil. In to je potrebno takoj narediti, čez noč. In zmanjšamo stroške, zmanjšamo državno administracijo, pa še kaj. Ampak o tem naj presojajo tisti, ki bodo dobili mandat v vladi. Seveda, ne gre mimo tudi ne politike, ni dobena skrivnost, spoštovani zbrani, da smo eni izmed tistih, ki je bilo potrebno moje mesto Maribor in mene osebno 4. maja politično neutralizirati. Takrat nisem dojel pravzaprav, kaj se je zgodilo in kaj se dogaja. Danes dojemam in poznam celotni scenarij. Na Bin Ladna so poslali 20 specialcev, na mene in moje mesto pa 117 policajev. Zato,
da so zasegli ptičjo hišico, bogi moji ptiči po zimi, nekateri pa prelagajo z enega otoka na drugi otok milijone. Milijone, milijone. Kot župan si želim samo eno. Pravno državo, ne glede, kdorkoli pripada levi ali desni politični opciji, sploh ni pomembno, da spoštujemo človekove pravice. Vsakega človeka, ne glede, kateri veroizpovedi pripada ali nacionalnosti. Ko bo ta vlada, nova vlada, to zagotovila, bomo pravna država. In tudi jaz imam pravico, da se branim, in tudi jaz sem del te družbe. In tudi jaz imam človekove pravice. Predvsem pa tudi moj otrok in moja žena. Ni lahko, ko te posnamejo ob 6:04, ob 6:15 novinarji, drugi dan moraš iti v šolo, drugi dan moj otrok mora iti v šolo, jaz v službo, žena v službo. In se boriti z temi vetrovi. Ne prenašam dovene odgovornosti. Želim pa, da so tudi moje pravice takšne, kot se spodobi za pravno državo. In jaz sem prepričan, da 4. decembra ne bomo odločevali samo o levi ali desni vladi, ali o novi koaliciji ali kakršnikoli stranki. 4. decembra bomo tudi odločali o novi poti Slovenije, ki je enkrat imela pomembno vlogo v Evropski uniji. Mi se ne zavedamo, da je Slovenija predsedovala Evropski uniji in da nam je Evropa zaupala to funkcijo. In to, da smo bili uspešni. In jaz, kot župan drugega največjega mesta, si želim samo eno, da bom enako vreden pravni član kot država ali kot član družbe ali kot človek z vsemi ostalimi narodi Evropske unije. In da bo človekove pravice popolnoma enako veljale v Sloveniji, v Nemčiji, Franciji, katerikoli drugi državi. In o tem se bomo odločili 4. decembra, o pravni državi in boljši prihodnosti naše mlade slovenske države. Želim vam vse dobro 4. decembra.